Dober dan iz ljubljanskega studia 166, to so vesti na vesti, zgodnja jutranja ura je in Ljubljana je popolnoma zasnežena, kot lahko vidite skozi okno našega studia. Ne plužijo, ljubljanske mestne oblasti so popolnoma odpovedale, na ulicah pa je, kot bi rekli na Pop TV-ju, kaos, po noči pa bo še hujše. Moj prihod v studio 136 je tako danes popolnoma onemogočen, zato sva se s tehnikom Šiškom odločila za nekakšno kombinacijo studia 136 in studia 166. Prva novica, novica dneva. Predstavniki 4 koalicijskih strank so na včerajšnjem vrhu koalicije, ki imam kakšno kravato. Počesil se bom tudi. Na vrhu koalicije razpravljali o zaključnem računu za predlanski proračun, potrditvi protokola o vstopu Albanije in Hrvaške v zvezo NATO, rebalansu proračuna in o partnerstvu za razvoj. Poslanci naj bi o zaključnem računu znova glasovali v ponedeljek, premier Borut Pahor pa je po vrhu koalicije takole komentiral aktualno politično atmosfero. Naj vam povem, da navkljub sedanjim težavam, ki so premostljive, to je moje bistveno spoznanje, z eno politično modrostjo in treznostjo so premostljive. Slovenija lahko uspešno nadaljuje z ambicijo, ki jo ima, in to je, da zahtevno leto 2009 vsi skupaj premagamo kot zmagovalci. Predsednik SDS Janez Janša je na svoji novinarski konferenci pojasnil stališče stranke ob neizglasovanju zaključnega računa proračuna za leto 2007 in vse nadaljne zaplete v zvezi s tem. Potrebujemo tako pozicijo kot opozicijo, potrebujemo pa tudi sodelovanje med pozicijo in opozicijo, ko gre za nekatere ključne teme, ko gre za nacionalne interese. Tisti, ki je tukaj kazal mišice, je vladna koalicija, ker je glasovala, da 2 + 2 ni 4, ampak da je 3. Predsednik stranke Zares Gregor Golobič je pred koalicijskim vrhom povedal, da so se na sestanku glede partnerstva za razvoj dogovorili le to, da si bodo v kriznih časih izmenjevali krizne dokumente in pobude. S tem se je odzval na izjave Janeza Janše o ustnem dogovoru glede partnerstva med koalicijo in opozicijo, ko je ta zanikal izjave nekaterih predsednikov strank, da naj bi se sodelovanje, za katerega so se dogovorili, nanašalo zgolj na protikrizne ukrepe. To je najbrž pisal Sarkić. Ali si je vladna koalicija tokrat malce polomila zobe nad opozicijsko SDS, ki je pokazala svoje mišice na nek način? Nisem prepričan. Zdi se mi, da bi prej lahko veljalo nasprotno, da so te mišice se izkazale kot bistveno bolj trhle, kot so računali tisti, ki so jih napenjali. O prihodnosti partnerstva med strankami koalicije in opozicije pa je spregovoril tudi poslanec Zaresa Ivo Vajgl. Jaz nikdar nisem verjel v taka partnerstva. Partnerstva so slepilo. En dan po volitvah se ve, kdo je zmagal, kdo je izgubil, in potem naj igra vsak svojo vlogo. Naš Denis Sarkić pa je zalotil prvaka SNS Zmaga Jelinčiča, ko je ta predčasno zapustil sestanek predsednikov parlamentarnih strank in manjšinskih poslancev o vojnih zakonih, partnerstvu med strankami koalicije in opozicije ter pismu nekdanjih oficirjev JLA, ki zahtevajo svoje pokojnine z zamudnimi obresti. Sarkić, zadavo ti bom, če mi še kdaj kakšen tak stavek napišeš. Jaz sem na sredi sestanka odšel, kajti mislim, da je država v prevelikih težavah finančnih in drugih gospodarskih, da bi zgubljal čas za mlatenje prazne srame. In namesto, da bi se ukvarjali z gospodarskimi težavami, kako zlesti iz njih, se ukvarjamo s tem, kdo bo dobil denar, kdo bo med tistimi, ki mu bomo država dala še denar, ali bomo izplačevali tudi škodo, ki so jo naredili nemški bombniki, ali bomo izplačevali škodo, ki so jo naredili Italijani s požiganjem slovenskih vasi. Slovenija, 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 kulturac. O okusih jezikovnega aperitiva, komentar dneva Katja Colja.
Ko pomislimo na besedo aperitiv, se nam mnogim zacedijo sline in začnemo razmišljati o hrani, pa tudi o pijači, ki spodbuja tek. Naš jezikovni aperitiv ravno tako vzbuja tek, a ne samo po hrani, ampak predvsem po dobri in zanimivi debati v tujem jeziku in to celo v nam najljubšem jeziku. Duša jezikovnega aperitiva so naši rojeni govorci, native speakerji, ki prihajajo iz različnih držav ter z veseljem predstavljajo svoj materni jezik in kulturo Slovencem, ki so željni medkulturnih izmenjav in bi jih morda o jeziku zanimalo kaj več, le kot pravilna francoska izgovorjava ali spreganje italijanskih glagolov. Prav tako pa se jezikovnega aperitiva rade udeležujejo tujci, ki po prihodu v Slovenijo z željo, da bi se težke slovenščine kar najhitreje naučili, hrepenijo po možnostih za pogovor s Slovenci in po spoznavanju novih prijateljev. Torej gre za neformalno urjenje jezikov, postavljeno v čisto realno situacijo, ki udeležence prisili, da v tujem jeziku končno spregovorijo. Začetna pregovorna slovenska sramežljivost in negotovost hitro izgineta že takoj na začetku pogovora in že se počutite, kot bi vas nekdo popeljal v tujo deželo, kljub temu, da se nahajate v samem središču Ljubljane. Srečujemo pa se vsak torek od 18 do 19:30 v lokalu Koloro Teater nasproti Ljubljanske stolnice. Vabljeni ste torej vsi, ne glede na starost, spol, leta, narodnost, pridite in spoznajte nove zanimive ljudi ter se prepustite klepetanju o pijači in kakemu dobremu prigrizku. V torek, 3. februarja, pa se poleg jezikovnega aperitiva obeta tudi zanimiva razstava fotografij portugalskega avtorja Joaoa Pita Coste. Odkrijte, z kakšnega vidika se avtor razstave loti zanimive in široke teme medkulturne povezanosti in bližine. Otvoritvi razstave bo sledil DJ večer, seveda pa se bo z glasbo vseh dežel nadaljevalo jezikovno-kulturno vzdušje jezikovnega aperitiva. Informacije o ceni ter ostalih dogodkih, ki jih organizira Društvo ljubiteljev tujih jezikov in kultur, so na voljo na našem blogu jezikovniaperitiv.blog.siol.net. Ekipa slovenskih fotografov, ki sami sebe imenujejo Enooki, zopet razstavlja v ljubljanski galeriji Kresija. Prihodnji teden bodo fotografije tudi naprodaj na javni dobrodelni dražbi. Se pravi, nekje pred 9 leti smo naredili prvo prednovoletno zabavo za fotoreporterje in tako se nekako začeli in to je bilo tradicionalno v gostilnici Charlie. Ko se je ta zadeva zapirala, je tam ostalo 250 fotografij in smo se takrat odločili, da to damo na dobrodelno dražbo. Vsako leto, ko naredimo zabavo, tudi obenem fotografije velja za neko uspešno, naredimo pol kasneje tudi dobrodelno dražbo. Naša ekipa je bila na avdiciji za celovečerni film 10 dni, je njegov naslov, ki ga bo pod mentorstvom Mitje Okorna, izkušen filmar, posnela 16-letna Natalija Rodošek. Film naj bi bil akcijski, nizkoproračunski, mlada režiserka pa svojih ambicij ne skriva. Jaz itak hočem iti študirati na New York filmsko akademijo, če me bo sprejeli, jaz upam. In nekako rabimo ta film za promocijski material. Pa našla smo se sama ta ekipa, ki vsi rabimo ta izdelek, da vsi gremo na no budget, vsi bomo zastonj delali, pa se bomo zastonj snemali, da bomo lahko pokazali, da se da tudi brez denarja nekaj dobrega narediti. Še vreme? Pizdarija je, tokrat pa res, no. Tokrat pa res. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Adijo.